take se zgodijo. Zdaj pa oba dva še kar hodite občasno v Indijo, ne? Še. Ti si dolgo hodil na Kumbh Melo? Na Kumbh Melo, ti sem bil 10-krat. 10-krat? Sigurno, ja, en velik. No, tam sem že seveda staroselec, ko pridem na Kumbh Melo, vsi ti moji bratje, prijatelji, učitelji, ti puščavniki, se poznamo že 30-40 let in seveda sem jaz kot neka eminenca, pa tudi seveda, vsi ti mlajši slišal zgodbe o meni, to so legende, kaj se je vse dogajalo. In je zelo zanimivo iz tega stališča. Seveda so pa zdaj ta potovanja čisto drugačna, v smislu, da takrat sem potoval brez denarja, brez vzga, brez prtljage, sem hodil čez džungle po tedne, če sem bil zmatran, sem se ulegel, če sem hotel jeti, sem šel. Totalno svoboden, zdaj pa seveda, zdaj pa najamemo džip, pa šoferja, pa se peljemo, pa spimo v hotelih, pa si ogledujemo turistične znamenitosti, da bi rekel. Sicer pa jaz sem tebe prvič spoznal, ko sem kot študent delal na Kompasu. Tam je bil pa ena legenda, Boro Čraj, ki je med drugim, ne vem, prvič je bil med tistimi z najvišjo šaržo nekako. Vi ste si lahko sami izbirali za celo leto, kje boste kdaj vodili. Več ali manj, ja. Nam so podali tisto, kar je pač ostalo. Ne? Več ali manj, ja. In pa še eno žensko si menda rešil na Blejskem jezeru. Tako je bilo, ja. Čovn se nam je potopil na Bledu, na otoku smo imeli, ne, bil elektročovn. Na otoku smo imeli večerjo in smo se vratili z večerje, malo popili so ga preveč, veliko nas je bilo na čovn, še ob obali je bil čovn, ko so ga te zaguncali in je majčken vode zajel in sta dva, ki sta bila nažgana dobro od zad, sedela na čovnu. To so bili tujci? Tujci, Amerikanci, ona rekla, a si ti zaplavat, ne, pravzaprav pa ne. In sta skočila iz čovna na obalo in s tem, ko sta skočila, sta seveda zanihala čovn, ki je zajel vodo, ljudje so začeli ven skakati, tam je najglobji pri otoku, tam je 30 metrov. In on je na štriku držal čovn, ki je lezel, veš kaj, tam je par ton baterij v tismo čovnu, ki je to vodo zadel, je šlo to. In jaz sem stal na čovnu, kričim ljudje, dajte mir, ne, oni pa kakšen mir, čovn se potapla, kar naenkrat sem do pasu v vodi, še vedno stojim od spredi na čovnu. Ko na Titaniku. Ko na Titaniku. Vržem svojo torbo na obalo, fotoaparat, in eden začne kričati, kje je moja Gloria, ni Glorije, ne, seveda, ona je ostala v kabini in sem šel plavat not. So biti pilone. Ja, koci, od te polštrije, veš, na sedežih, to je vse plavalo, to je bilo poln tega in mraz je bilo in ponoč je bilo in tema in sem se bal, da bom not ostal, še jaz, veš, in začnem, da vendam najdu, ki greš noter, pa kaj enkrat zaplavaš, kako pa vam prišel. Sem mislil, da bi s koščovom plaval pa čez zadnjo stran, začnem koce ven metati, zagrabam roko, potegnem žensko ven, ja. Imeli smo doktorja, ki je bil prisoten, ki je takoj dal prvo pomoč in je oživela, je preživela, ja. Takrat so vsi govorili o tem. Malo manjka, da nisi Slovenec leta ratov zaradi tega, ne? Vodič leta je bil. Vodič leta si pa bil, ja? Ja, medajo je dobil, ja. Jaz sem verjetno, tole še prej sem te jaz poznal verjetno, ne? Tako da takrat si že bil legenda, takrat, ko sem jaz prvi slišal zate. Ja, tisto je bilo strašno stvar. Je pa preživela in ni imela posledic zaradi tega, ker je bila pjana in ker je bila mrzla voda. In so se bile žile zožane, veš? Ja, pravijo, da je nekaj na tem. Ni prišlo do poškodbe možganov, ker toliko minut brez zraka je bilo že skoraj preveč. Zadnjič sem gledal Mythbusterja in so ugotovili, da dejansko pomaga, če si pijan pri podhladitvi. Nič, nažalost, nama je čas za danes potekel, ampak vaju bom še povabil, ker imamo še dosti zgodb, ki jih moramo pogreti. Svet je velik. No, hvala tudi vsem, ki ste nas gledali, ki ste gledali celo oddajo. Ne pozabite nas gledati naslednji teden. Če ste pa zamudili začetek, lahko pa pogledate ponovitev in zdaj boste še enkrat pogledali, kaj smo mi danes povedali.